Mateja Perpar iz pravljičnega gozda. O posebnem paličnjaku. Živel je paličnjak, ki je bil precej prevzetne in nečimrne sorte. Na pogled je bil natanko takšen kot vsi drugi paličnjaki. Presunljivo vitek in zelen in še najbolj podoben leskovi ali mirtovi vejici. S svojim videzom ni bil zadovoljen, saj se mu je dozdevalo, da je nekaj posebnega, toda tega ni nihče opazil. Ko se je sprehajal po travniku, sta ga ogovorila kvečjemu kakšen hrošč ali kobilica. Ko je miroval, pa je sploh postal popolnoma neopazen. Še njegova mama ga je včasih na ves glas klicala h kosilu, čeprav je sedel tik zraven nje. Paličnjak je stopil do rogača, ki je slovel kot prvovrsten krojač. Nad njegovim domom je visel umetelno obrezan hrastov list z napisom: Krojač, rogač. Krojaštvo in rogaštvo, rogus škarjič. Rogač je sedel za mizo s prekrižanimi nogami in nadvse skrbno urezoval blago. Paličnjak je vljudno pokašljal in se nekajkrat prestopil na mestu. Rogač se je ozrl in ga pogledal iznad debelih naočnikov. Želite? Dober dan, je rekel paličnjak. Rad bi bil bolj opazen. Bi bilo mogoče kaj storiti glede tega? Vedno je mogoče kaj storiti, je modro pokimal rogač. Premeril je paličnjaka od nog do glave. Kaj ste pravzaprav imeli v mislih? Paličnjak mu je zaupno razkril svojo zamisel o lesketajočem se pariško-modrem suknjiču z nabranim ovratnikom in čipkasto obrobo na rokavih. Segal bi do kolen, zraven pa bi obuš škrlatne svilene nogavičke in lakaste črne čevlje z zlato zaponko. Rogač je bil že v letih in vajen marsičesa, kljub temu ga je zamisel rahlo presenetila. Pa, saj ste paličnjak. Za paličnjake imamo ponavadi samo en model. Ozek zelen suknjič z dolgimi rokavi in ozke zelene hlače, za gospe pa zeleno krilo in rutica. Pred nekaj tedni je nekdo naročil zeleno kapico. Modrih suknjičev za paličnjake še nisem šival. Je to za kakšno posebno priložnost? Paličnjak je menil, da je vsako srečanje z njim posebna priložnost, ampak o tem ni kazalo kaj preveč razpredati, zato je samo nagnil glavo, pogledal rogača in odvrnil. Rekli so mi, da ste najboljši krojač na tem koncu travnika. Povedal sem vam, da bi rad bil nekaj posebnega. Če imate čas za moje naročilo, se lahko dogovoriva. Če ga nimate, se bom odpravil naprej. Slišal sem, da pri Pajčičevih šivajo krasne, lahke poletne suknjiče. Ob omembi Pajčičevega priimka se je v rogaču Škarjiču prebudila tekmovalnost in privolil je, da paličnjaku se šije obleko po naročilu. Vzel je meter in ga premeril od nog do glave, čez mršava pleča ter po tankcenih nožicah. Mere je zapisal na listek in ga z buciko pripel na rob mize prevlečene z zeleno klobučevino. Blago bom kupil sam, je dejal paličnjak. Prinesem ga jutri zjutraj. Koliko časa potrebujete za izdelavo obleke? Rogus Škarjič je mrmraje računal in ob tem porabil vse nožice, pa še tipalke in klešče. 14 dni. Paličnjak se je zahvalil, priklonil in odšel po blago. Pri Pajčičevih niso samo krojili, ampak tudi tkali. Blago je bilo čudovitih barv, mehko, prijetno na otip in nesramno drago. Paličnjak je plačal z vrečo sveže ulovljenih muh in odnesel blago krojaču.
2 tedna sta se vlekla kot še nikoli. Paličnjak je visel po grmičkih in drevesih in medlel od sladkega pričakovanja. Mama je bila strašno v skrbeh, ker se hrane skoraj ni dotaknil. Končno sta bila 2 tedna naokrog. Krojaštvo in rogaštvo se je odpiralo ob 7 zjutraj. Paličnjak je prispel pred vrata ob 6:23 in ves drgetal, malo od mraza, še bolj od vznemirjenja. Točno ob 7 se je rogaštvo odprlo. Paličnjak je planil v delavnico. Čez krojačev stol je visel čudovit, lesketajoč se moder suknjič z razkošnim belim ovratnikom. Rokave je krasila nepopisno prikupna čipkasta obroba. Suknjič se je zapenjal z zlatimi gumbi, ki so se ujemali z zlatimi zaponkami na čevljih. In nogavičke. Narejene so bile iz najnežnejše pajčje svile v prelestni, božansko žareči škrlatni barvi. Ko se jih je dotaknil, so se Paličnjaku orosile oči. Odvrgal je svojo staro zeleno suknjo, oblekel nova oblačila, obulakaste čevlje in se postavil pred ogledalo, ki je bilo zastrto s kosom črnega blaga. Krojač rogač je zgrabil blago in slovesno kretnjo odstrl ogledalo. Je zašepetal Paličnjak in nekaj minut kot uročen stal pred ogledalom. Popoln sem. Nato je rogaču odštel 10 muh in oddirjal iz delavnice. Najprej se je šel pokazat mami. Mama je ravno kuhala kosilo in se ozirala naokrog, ali se njen odrasli sin mogoče smuka kje v bližini. Ko je zagledala čudno prikazan v modri in rdeči barvi, je kuhalnica padla v lonec. Poglej, mama, izstopam, je rekla prikazan. Ampak palči, je rekla mama in vzela drugo kuhalnico, ne da bi opazila, da je ena že v loncu. Kakšen pa si? Nekaj posebnega sem, mama. Zame si bil vedno nekaj posebnega, je rekla mama Paličnjakinja. Kam pa greš takle? Sin ji je naklonil širok, samozavesten smehljaj. Odslej bom vedno tak, mama. Drugačen sem od drugih. Kaj pa ptiči, se te bo kdo požrl, je skrbelo mamo. Bolje, da me požre takšnega, kot da se še naprej dolgočasim, ji je odvrnil sin. Sedi in jej, je rekla mama, ki je upala, da bo sina po krožniku enolončnice z mušjimi bedrci srečala pamet. Ampak sin je pomlatil bedrca, vstal od mize in rekel, da se gre pokazat prijateljem, pa pozdravit Paličnjakinje. In je šel. Prijatelji so bili navdušeni. Paličnjakinje so občudujoče pretipale ovratnik, čipkaste rokave in nogavičke. Paličnjak pa se je ob tem ves čas hihital, ker je bil zelo žgečkljiv. Tako je užival v pozornosti, da je prišel domov šele sredi noči. Na hitro je zmetal vase večerjo, ki mu jo je mama pustila na mizi, in se odpravil k počitku. V veži stanovanja sta imela z mamo veliko ogledalo. Paličnjak je med potjo v sobo s pogledom ošinil svojo podobo. Kakšen lepotec! Toda, kaj pa je to? Na tankem vratu, tik nad čipkastim ovratnikom, se je risala na koži rdečkasta lisa. Nemara od malin? Stopil je k ogledalu in se ogledoval čisto od blizu. Lisa ni bila velika, vendar kljub temu precej opazna.
Takšen vendar ne more hoditi po svetu. Nenadoma je opazil, da ima sredi čela precejšnjo izboklino. Kaj je to? Mozolj! Kako je to mogoče? Paličnjak se je dolgo ogledoval in zraven tako opupano stokal, da je iz sosednje sobe pogledala razmršena in zaspana glava njegove mame. Kaj pa je, ljubček? Iznakažen sem, mama, spreminjam se v pošast, je stokal občutljivi sin. Daj no, je mirno rekla mama, ki je bila zaspana in ne tako potrpežljiva kot običajno. Jutri pojdi k zdravniku Praskiču, boš videl, da ni nič hudega. Ko je naslednje jutro sonce začelo sušiti rosne kapljice na listih, je Paličnjak že sedel v polni čakalnici doktorja Praskiča. Ta je slovel po tem, da zdravi vse od kraja. Ob Paličnjaku je sedela muha, ki ji je poganjala 7. noga, 2 sedeža naprej koloradski hrošč, ki je sovražil krompir, nasproti hrošča pa polž, ki se je premalo slinil in je ves čas cmokal suhimi usti. Čakali so in čakali. Doktor Praskič je bil nekoliko počasen, vendar temeljit. Končno je prišel na vrsto Paličnjak. Stopil je v ordinacijo, doktor Praskič mu je ponudil stol in ga pogledal skozi ogromne naočnike z roževinastimi okvirji. Kaj imava? Paličnjak mu je pokazal rdečo liso na vratu, ki se je ponoči še malce razlezla, in mozolj na čelu. Doktor Praskič se je popraskal po glavi, vzel veliko povečevalno steklo in si prav počasi in natančno ogledal najprej liso in nato še mozolj. Potem je pokimal, se še enkrat popraskal in sedel nazaj za mizo. Ali bom umrl? Je v strahu vprašal Paličnjak. Vsi bomo nekoč umrli, je filozofsko odvrnil doktor, ampak ne od mozoljev. Naj vam zastavim nekaj vprašanj. Ste v zadnjem času jedli jagode? Paličnjak je odkimal. Jagod sploh ni maral, po njih ga je črvičilo. Ste čistili stanovanje z močnimi čistili? Paličnjak je spet odkimal. Čistila je vedno mama. Vidim, da nosite popolnoma nova oblačila. Koliko časa jih imate? Paličnjak je ponosno povedal, da od prejšnjega dne. Doktor Praskič je zmagoslavno snel očala in zakrilil z njimi po zraku. No, pa nama je jasno, alergični ste. Alergičen na kaj? Na oblačila vendar. Tale modra barva in poškrobljeni ovratnik. Očitno imate zelo občutljivo kožo. Paličnjak se je strinjal, da je občutljivo bitje. No, je nadaljeval zdravnik, modra barva se ne ujema z vašo naravo, s paličnjaštvom. Vsi paličnjaki so zeleni. In te škrlatne nogavičke. Ali vas že kaj srbi med nožnimi prsti? Paličnjak je strmel vanj široko odprtimi očmi in zazdelo se mu je, da mu med prsti na nogah gomazijo mravljinci. Obotavljivo je prikimal. Žal je tako, je končal zdravnik. Oblecite se spet v zeleno, tu imate mazilo proti madežem, mozolj pa bo izginil v nekaj dneh, če ga boste pustili popolnoma pri miru. Paličnjak se je poklapano odvlekel domov, povedal mami, kaj je rekel doktor Praskič, slekel svoje čudovita oblačila, jih stlačil v škatlo, 2-krat smrknil in jih odnesel v klet. Mama mu je na stolu v kuhinji že pripravila skrbno oprano in zlikano zeleno suknjo. In res, madež je v 2 dneh popolnoma izginil. Skoraj hkrati pa je uplahnil tudi mozolj na čelu. Paličnjak je bil spet ves zelen in neopazen. Naslednji ponedeljek se je navsezgodaj zjutraj v ordinaciji zdravnika Praskiča
pojavila mama paličnjakinja z velikim cekarjem. Izpod zlikanega prtiča so kukala hrustljavo zapečena mušja bederca. Lepa hvala, je rekla in položila cekar na zdravnikovo mizo. Ta je zamrmral malenkost in da še ni zajtrkoval, potegnil izpod prtiča mušje bederce in slastjo zagrizel van. Tako sem se bala, da bi ga pohrustal ptič, je rekla mama in prijela za kljuko. Tisti prašek, ki povzroča alergijo in mozolje, sem že vrgla stran. Upam, da ne bo preveč nesrečen. Doktor Praskič je zamahnil z roko. Na očalih mu je pristala kapljica masti. Dajte no, nič hudega mu ne bo. Bedrca so odlična. Lepo se imejte, pa še kdaj se oglasite.